Rok Likovič, 22-letni študent ekonomije, ki je pred letom dni prevzel vodenje študentske organizacije v Ljubljani, vse očitke o domnevnih nepravilnostih v zvezi s potovanjem v Kanado zanika. Nepravilnosti ni bilo, ker tri ponudbe so bile zbrane s strani STA. V skladu z internim finančnim pravilnikom bi morali namreč organizatorji potovanja zbrati 3 ponudbe različnih agencij in izbrati najcenejšo med njimi. Tega pa po ugotovitvah študentskega tožilstva niso storili. 7-članski študentski senat je zato vpletenim izrekel kazni. Vodja projekta in predsednik ŠOU Rok Likovič sta oba dobila lažje kršitve. Skupno to znaša preračunano 75 € kazne. Samo predsedstvo pa je na podlagi zaradi tega, ker je sprejelo nelegalni sklep, dobilo javni opomin. Ljubljanska študentska organizacija deluje kot mala država. Ima svoj letni proračun, letošnji znaša 3,5 milijona evrov. O tem, kam gredo državni milijoni, odloča 45 študentov, ki, razdeljeni v 5 poslanskih klubov, sestavljajo študentski zbor. Potovanje v Kanado je le ena od aktivnosti, ki so si jo z državnim denarjem privoščili letos. Poleg potovanj so več 10 000 evrov namenili za različne dejavnosti, kar 56 tisočakov denimo za brucovanje. Skupina ljudi si dobi po koalicijski pogodbi določene projekte, ki jih pravzaprav izkoristi za to, da nek svoj ozek socialni krog ponavadi pelje na izlet, prek tega še dobi honorarje. Organizatorji potovanja v Kanado naj bi prejeli še vsak po 1500 evrov honorarja, kar Likovič zanika. Nagrade ni bilo, to lahko tudi dokažem, tako da lahko pošljem moj celoten izpisek mesečnih honorarjev oziroma prejemkov s strani študentske organizacije, koliko sem kdaj kaj dobil. Mi smo ga seveda prijeli za besedo, a smo namesto izpiskov po elektronski pošti dobili le spletno povezavo do finančnega pravilnika študentske organizacije v Ljubljani.